Če greš v eno smer, je konc. Zlorabljaš me. Kaj delaš? Jaz ne grem v zapor. Na počitnicah sem in ne bom šla. Dejno. Prevrni se zdaj. Zakaj? Bomo ustavili, pogovorili se bomo z vašim fantkom. Da vidimo, zakaj je bil tako vznemirjen. Utingi jebem ti. V redu. V redu je, prosim, pusti me pri miru. Imam svoje preklete. Kaj je to? Prišli so zaradi sonca, peska in sprostitve. Namesto tega so našli lisice, vse pa je bilo posneto s telesno kamero. Od Pennsylvanije do Missourija in New Jerseyja so ti turisti na težak način spoznali, da floridski zakoni ne gredo na dopust. Dobrodošli v oddaji After Hours, ki jo predstavlja Law and Crime. Sem Jesse Weber. Prijatelj. Ampak odkar se pogovarjava, me ves čas preklinjaš. Ne, nisem. Ja. Si? Prosim, oblej si posnetek. Rekla sem to samo zato, ker to ni res. Ena od naju ni pijana in to sem jaz. Danes začnemo epizodo v St. Augustinu na Floridi, na mostu Levov, kamor je mama Katie Mari prišla s svojim malim sinom. Toda tisti dan ogledovanja znamenitosti se je hitro spremenil v katastrofo, ko je policija prejela klice, da Katie Mari kriči in preklinja na otroka. Police, let's go. Sem iz St. Augustine. V redu, sem iz policijske uprave St. Augustine. Nimam težav z vami. Ne poznam vas, ne poznam vašega fantka tukaj. V redu. Ampak soočajo me brez razloga in brez dokumentov. Tako kot vas. Oprostite. Lahko flokte. St. Augustine je lahko dober ali slab. Ne glede na to, ali zadeneš zlo ali dobro. Če bi lahko samo začeli. Peljati na ta način. Samo enega zakodiraj, ker sem sred prometa in vse zadržujem. Torej, glede na to, kje sva trenutno, te samo prosim, če lahko imava odrasel pogovor. Vedno sem za pogovor o psih. V redu, mislim, bi raje šla tja. Sali, raje bi imela dokumentacijo oziroma kopije pritožbe. Prav. No, prijela sem 2 telefonska klica. Do zdaj. Z veseljem. Prav. No. Tega ti trenutno ne morem dati sredi mostu. Z veseljem ti bom to priskrbela. Ampak me zanima, zaradi naše varnosti in zaradi vozila. Misliš, da smo zdaj na varnem? Na tej prekletiji. Tukaj sem, ti preklinjaš name. Jaz preklinjam. Ja. Ne preklinjam. Ti. V redu, kaj je to? Zakaj te preklinjam? Ker imam občutek, da si ti. Uporabljaš kletvico na F, odkar sem prišla sem. Je kakšen problem? Lahko to predvajaš še enkrat? Ja, lahko, ampak ne zdaj. Ker te besede sploh nisem uporabila. Prav drada. Si v redu, ti si problem. Ko se je to zgodilo na mostu, je otrok sedel na pločniku v fetalnem položaju in jokal. Priporočila ti bom, da greš v svoj jeveni SUV, ker ustvarjaš te stvari. To se pač ne bo zgodilo. In kontaktirala bom svojo odvetnico. V redu. Ne morete se nam upreti. Želiš biti policistka zdaj? Kar izvoli. Ja, vse smo preživele. Nekaj je, pripravlja se na boj. Torej, to ni boj. V redu. To je tla. No, mislim, Torej, stvar je taka. Ja. Lahko ugriznem. V redu. Srček. Si v redu? Nisi v redu. V redu. V redu. To je dokument za sodišče. Je to dokumentirano za sodišče, ker o tem govorimo. Kaj počnemo? Daj ti bomo lisice. Zakaj se bomo kar ustavili? Do tega še pridemo. Trenuta vas pridržujemo. V redu? V redu. V redu je. Umaknili se bomo vsem tem prijaznim ljudem. Pogovorili se bomo z vašim malim fantkom, da vidimo, zakaj je bil tako vznemirjen. Vsi na tem mostu so prijazni. Vključili smo jih. Si prepričana, da niso prsti? Ne, popolnoma imaš prav. Mogoče pa so. Ja. Hej, prijatelji. Ampak odkar se pogovarjava, me ves čas preklinjaš. Ne, nisem. Ja. Si. Poglej posnetek. Bila sem, ker to ni res. Ena od nas tukaj ni pijana in to sem jaz. Naj sem pijana. Sem malo opita, sem srečna in uživala sem danes. Priče so policistom povedale, da je nanj kričala, mu ukazovala naj kriči kletvice na čolnarje in celo grozila, da mu bo vrgla telefon v vodo. V redu. Odlično, hvala. Predvajamo znova. Počakaj, preden predvajamo posnetek. Pohiti, ni problema, dokler ne priznaš, da ti nisem niti enkrat preklinjala. Pazi na svoje besede. Lahko, prosim? Ne.
Ne, Steven, boš moral, brate. Ne grem domov, sam ne grem, rad bi šel. Jaz sem prijazen fan. Si ti tudi? To ni prijazno, dekle. Ona je prekleto pokvarjena policistka, razumeš? Tukaj, stani. Verjetno lahko nadleguješ in nadleguješ jebene ljudi. Nadleguješ jebene ljudi. Prav jebeni čas. To je Nendi, bom stopil v jezdon tovornik. Brez jebene razloga. Zakaj se ti vzemi to na drugo stran? Povej mi, kaj misliš s tem? Samo vedeti, ne? Ne. Najsem. Povedati mi morate, zakaj sem aretirana. Hej, Morate mi prebrati moje Mirandine pravice. Ne morete kar nekoga jebeno zapreti v zaklenjen avtobus brez jebene razloga. po poročilu je, ko je bila enkrat v patruljnem avtomobilu, poskusila nekaj popolnoma norega. Rešila se je lisic in se splazila na sprednji sedež patruljnega avtomobila. Odprite vhodna vrata! Odprite vhodna vrata! Kje ga to? Odpri avto! Odpri karto. Avtomobilska vrata. Daj, odpri. Avto. Čakaj. Hvala. Zdaj me boš poškropila s solzivcem. Zdaj boš poškropila Petko. Vesela sem, da si dobila tega kretena. Kaž? Hodeš čez most. Dobili smo ga. Imaš lisice, kot da... Ja, srečno. Zberi se. Gremo. Voda, oprosti, oprosti. Ja, zakaj ste vi ptice? Veš, to bo šlo na sodišče, prav? To se ne bo jebeno rešilo. Moj bog, vi ste res kreteni. Prav je. Zagrabi. Okove smrdi tako jebeno grozno, tako jebeno srce parajoče je. Tako jebom srce mi se parajoče je. Nočem slabo vplivati na te. Jo bom spravil v avto, to je moja. Je moja punčka, ja. Bom, hvala, hvala. Ja, bom. Dajmo jo spraviti v avto. Jaz bom tole dal gor, pazi. Tole, v redu, ja, pokvarjena sem, to sem jaz, ti. Si, ti si. Na vseh ravneh. Jaz? Upam, da ti je všeč. Sranje. Dvignil sem jo, zdaj sem obtičil. Dvignil sem jo, popolnoma se je uvila okoli mene. Pusti me. Res je šlo predaleč, ni moja krivda. Moramo jo pekleniti. Ja, kaj je vse to? Kaj je ta stvar? Ker sem jo našla. Povedala sem ti resnico. Kaj se dogaja? To je jebena žvižgačka. No, ima dokaze o napadu na Leja, toliko vem. Sam nekako želim biti zraven pa tem. Ovita je okoli moje pogačice. Tako, imamo jo. Odstranite jo. Mojo ručko tam, počakaj. Mojo nogo imaš tam, počakaj. Svoje življenje bom zamenjal za drugo. Komaj čakam, da te vidim. Ja? Torej, treba ji je spet noge. Bom. Tisti del je moj, ne moremo je dvigniti po konjski rampi. Ne morem zdržati jaz. Ne morem verjeti tebi. Ne bom. Ne bom. Še bolj ogabno. Poročilo pravi, da se je nato polulala po sebi in po policistu. Moli ne more čakati do kaj? Ali mi je to všeč? Pripravljen, ena. Se šalim. Prihajam noter. Izgubljate službo, prijatelj. Dogovorjeno. Jo imaš. Pojdita sama.
Pusti me pri miru, Herbert. Nehaj, ti nehaj, ne moreš me prisiliti. Naredim, kar hočem, ti prekleti. Mali mladič, postaješ res velik. Pa nisi, že si jebeno pridržan, Herbert. Hočeš še enkrat narediti tisto stvar? Me boš jebeno pridržala brez razloga. Ti si tatica. Nehaj me udarjati. Ja, nehaj me jebeno predrževati, za nič. Mi lahko podaš moje očala? Brez razloga. Herbert. Še vedno ima lisice. Kaj? Še vedno ima lisice. Se je vrnila. Daj ji lisice na roko. Daj ji lisice na roko. Ja, zakaj je to? O, moj bog. Moral jo bom odpeljati nazaj. Nadaljevala sem. Tam sem pograbila svoje očala. Morali jo bomo pustiti nazaj tam, kjer smo jo našli. Ona mora prijeti za noge. Od tu lahko primeš samo za roke. Primi okove, primi noge. Primi okove. Zakaj? Ima z drugega. Ker ti jih nimaš. Veš, kaj narediti z neukročeno dušo? Tiste, ki je ni mogoče kupiti. S tabo. Vsi ste kupljeni. Kaj si rekla? Dobil drugo. Ne obnašaš se kot moški, kupujajo te, ti si... Nisi. To je... Prekleto ostro. Ste vi prekleto ameriški vojaki, da si drznite položiti roke na kogarkoli. Zakaj? Veš, da se to ne snema. In tisto, kar si govorila? Ne. Ni res, če tega ne vidiš. Ne morem čakati, Bog. Razumela si. Moj sin, umrl bom. Tim. Mi. Gremo, v redu smo. Kaj je to? Bog on je. Kaj za vraga ima ta tip tukaj? Nehaj se obnašati. Nehaj se oblašati. Drži vas, gospod. Imaš tisto roko? Ja? Imaš tisto roko? Tako si močan, pojdi. Kar naprej in. Iz teh stvari, tako si močen. Po tej preizkušnji naj bi njen sin seržantu povedal, da noče več živeti z njo, rekoč, citiram, preveč pije. Katie Murray ni oporekala obtožbam glede 3 točk lažjega fizičnega napada, upiranja policistu brez nasilja in motenja javnega reda v pijanem stanju. Sodna evidenca kaže, da je bila spoznana za krivo po vseh točkah. Utini jebem ti. V redu, vse v redu, prosim, ne pusti me same. Imam svoje preklete stvari tam, nehaj. Kaj boš naredil? Nehaj. Naš naslednji primer nas popelje v Key West na Floridi. Francisco Bedragal je bil v mestu zaradi križarjenja. Bila je noč pred rojstnim dnem njegove žene in pravkar naj bi prejela neverjetno rojstnodnevno darilo, saj je bil po navedbah policije Bedragal za šankom in je držal zaposlenega za ovratnik srajce. Ne, sedi, hej, v redu, vsi skupaj. Pojdimo. Ne dotikaj se me, prav. Nahaž. Nehaj. Ni me briga, kam greš. Sedi, nehaj, sedi nekam. Sedi, v redu je, prosim, mi v redu, on je dobil. 2. Kaj misliš s tem, da ni v redu? V redu si. Zdaj pa se prekleto ne smejiš. V redu si. V redu si. V redu je, prosim, ne pusti me samega. Imam svojo oskrbo, prekleto tam. Nehaj. Kaj boš naredil? Nehaj. Pusti ga pri miru. Nehaj. V redu si. Zato ne piješ. Nehaj. Zakaj? Nehaj. Zakaj si tako? Preveč sploh ne veš. Ker jaz vem. Samo nehaj. Smo na križarjenju. Zdaj ne moreš biti aretirana. Kaj pričakuješ, da naj naredim? Prosim, nehaj. Hvala Bogu. Kris, nehaj. Pusti me pri miru, ne poslušaj ga. Lahko nehaš. Tako to ne deluje. Ja, nehaj. Šel boš v zapor, mladenič. Jaz bom naložila na križarjenje. Zdaj boš. Odpeljan v zapor. Dej, pejdi, streljajo na nas. Smo na križarjenju. Nehaj. Policisti so jih poskušali izpustiti, a ni hotel ustaviti. Prosim te, ustavi se. Smo na križarjenju. To je to, v redu, ustavi se, smo na...
Pravim, zakaj? To je to, aretirani ste. V redu, prav, ustavi se. Smo na križarjenju. Ne moreš biti aretiran. Jaz te aretiram. V redu, ustavi se. Ustavi se. Vidiš, tako je. Tako je. Hej, oče, brat, ne vem, kaj bom naredila. Zdaj boš v zaporu in kaj potem? Zakaj? Mene ne morajo aretirati. Zato te bojo aretirali. Ne morajo, zakaj? Zato bodi tiho. Zapri svoj prekleti gobac. Kako si? Udini, udini. No, najmanj zaradi motenja javnega reda. V redu, poglej. To je začetek. Prosim, poglej. Poskušal je, poglej, poskušal je govoriti. Poskušal je. Lahko govorim. Lahko prosi zapreš usta. Nočem govoriti, prav. Prekleta, lej. Želim govoriti s naredikom. Lej, vse, kar je poskušal narediti, je bilo dati napitnino. In tip je naredil takole, da bi si ubrisal roko. In to ga je razjezilo. Ampak prosim, lepo vas prosim, moji otroci so doma pri mojih starših, jaz pa sem na križarjenju. Prosim, samo pustite nas, da odidemo in to je to. Prosim vas, gospa, to je tam zgoraj. Gospa, To je. Gor. To je tam zgoraj. In odnos, ki so ga do zdaj imeli do njega, Ker če bi bili tukaj, Počakaj. Če imaš dobro, verjamemo, ustavi se. Prosim, rotim te, imamo otroke doma. Govori z mano. in po policijskem poročilu je celo ugriznil policista v roko. moramo ugotoviti, kaj še. Sedi, še nismo končali. Sedi, hej, sedi. Sedi. Sej se zahvaljujem. Sej se zahvaljujem. Sej se zahvaljujem. Lahko rečeš hvala, ko končamo. Potem. Sej se zahvaljujem. Še nismo končali, sedi. Še nismo končali, sedi ti prekleta. Ne, jaz samo... Samo gre zaradi neprimernega vedenja. V redu, gremo. Prav. Hvala. Lahko? Prav. Ne, prosim. Ne, on bo vozil, ne? Rače mi spusti. Ne vozi. Spusti. Ne morem verjeti temu. Resno se boš poškodoval. Bolje, da spustiš mojo mamo. Draga, Beth. Ti si to naredila. Stopi nazaj. Spusti. Draga, stopi nazaj. Daj roke za hrbet. Nazaj, ali pa te bom šokiral z električnim paralizatorjem. Hej, Znoji se na meni. znoji se na meni. Daj roke za hrbet, a pa bom uporabil taser. Rekel sem v redu. Aj, sem okej. Vse sem ti rekla. Našla sem te. Ne všečkaj, ne komentiraj. In ne naroči se. Nehaj, rekel sem, da sem mrtev. Ne morem verjeti. Ne morem verjeti. Moral bi uspeti. Ne morem verjeti. Ne maraj tega. Ne pozabi komentirati. Naroči se. Ne, on ni vse. 22:4:12. Zakaj me aretirate? Zaradi česa? Prosim, ne storite tega. Nisem prekoračil 1 ure. Prosim, ne pozite v zapor in prosim. Bedragal je bil aretiran, njegova žena pa se je morala sama ukrcati na križarko. Odkot ste vi? Jutri imam rojstni dan v Miamiju. To je kot jaz. To je kar nič. Zdaj sem dobesedno sama na čovnu. Sem dobesedno. Je kot, ali te lahko vprašam, jutri imam rojstni dan. Kako ga lahko spravim ven? Do jutri ga ne bo zunaj. Mislim, jutri zjutraj bo moral iti na prvi zaslišanje. Kaj naj zdaj sama počnem na čovnu? Mislim, imaš svojo vozovnico. Morala boš iti domov ali poslati nekoga nazaj dol, ali pa boš morala prespati tukaj. Si iz Miamija, kaj ne? Morala boš najti hotel in prespati, ali pa boš morala iti domov in se potem vrniti nazaj. On je sprejel to odločitev. Poskušali smo vam dovoliti, da greste, ampak on je želel nadaljevati.
Francisco Bedregal se je izrekel brez ugovora glede napada na policista, napada in kršitve javnega reda in miru. Obtožba upiranja je bila zavržena. Obtožba zaradi nedovoljenega vstopa ni bila vložena. Obsojen je bil na pogojno kazen in že odsluženi čas. Zdaj se odpravljamo na mednarodno letališče Orlando. Stephanie Fernandez naj bi ujela let. Namesto tega so jo policisti našli, ko naj bi nadlegovala potnike, uporabljala rasistične žaljivke in poskušala ukrasti prtljago neznanca. Zakaj ne greste? Ali nam ne pošljete nekoga z javne strani terminala za podpis posameznika? Kaj govori? Bravo. Kdo ne odhaja? Obrani se. Gospa, tvoj dih voham že od tukaj. Na njem je dovolj alkohola za 3 ljudi. Ne, povohaj to. Ne. To je, v redu je? Oprosti. Ne, v redu. Kaj pa je počela? Mislim, dame, tukaj sedite že ure. Imam jo na posnetku. Torej, tukaj sem čakala na svojo hčerko. Bil je en moški, lahko vam pokažem posnetek. Prišel je, sedel tja, bil na telefonu, ni rekel niti besede. Nenehno mu je govorila zelo grde stvari, on jo je ignoriral. Potem je začela zelo glasno predvajati glasbo in mu peti. Videlo se je, da mu je bilo neprijetno. Nato mi je rekla: ali ne misliš, da bi moral oditi? In rekla sem: ne, mislim, da bi ga morala pustiti pri miru, ker ti ni nič naredil, ti si tista, ki ga izzivaš. Bil je tako vznemirjen, da je vstal in odšel. Potem je prišla njena hči in sedla tukaj. Prišla je in sedla poleg nje. Mislim, da je poljubila svojo hčer na lice. Res je. Ti ljudje so prišli in sedeli tukaj, medtem ko je govorila svojo hčerko. Starši so odšli, nato pa je začela nadlegovati tiste dojenčke. In pogledala me je, kot da ne ve, kaj naj naredi. Potem je prišel starš in ona je poskušala vzeti njihovo stvar. In potem me je večkrat poklicala. V redu, jaz sem že poklical varnostnika. Zdi se mi čudno, da gre kar v servisni center. Prav, ampak ti lahko nekaj vprašam? Ker ste vsi sedeli. Prav. Poskušali ugotoviti, kdo je kaj počel, ker so bila vsa informacija, ki smo jih imeli, da je bil nekdo tam, prav tam vaš štiri, ki ste to gledali. Nadaljujte. Poskušali smo ugotoviti, kdo je kaj počel. Pijani. In zlorabljali so otroke. To so nam sporočili. Zakaj je morala ta gospa poklicati vas, čeprav ste videli, kako se je pulila za torbo te deklice? Kot da niste mogli niti dobiti. Torej, od tam, kjer smo stali, sta bila tukaj 2 človeka. Nekdo je bil tukaj. Nismo mogli videti, kaj se je v resnici dogajalo, zaradi njihove postavitve. Bili so dovolj blizu skupaj na drugi strani te mize, da tega nismo mogli videti. Ko smo začeli prihajati bliže, veste, ko se je vrnil in smo začeli prihajati sem, Da bi to ugotovili. Torej, ali veste, in to je samo moja stvar, razumete, kako bi se to lahko razvilo iz 0 na 100, če ne bi odšla, če vas ne bi poklicala? Opazovala sem njeno vedenje. Ko sem jo opazovala, kako je pobrala svojo torbo in jo odložila tja, je bila pripravljena. Bile smo tik pred tem, ampak ljudje bi se lahko poškodovali. smo približno 12 metrov stran in poskušamo ugotoviti, kaj se dogaja. Ne bomo prišli sem in stali tukaj. Tu, če vidite Teslo. Ko se je začelo, smo prišli sem. Ne, ona vas je poklicala in potem ste prišli. Ker spet, nisem mogel ničesar videti iz svojega mesta zaradi tega, kako je ta družina stala okoli te torbe in ona je bila na tej strani torbe, kaj ne? To je preprosto nevarno. Ona je bila na tej strani torbe. Tako da samo pravim... To je nevarno, ampak jo bomo dobili. Upajmo, da jo bomo spravili ven od tukaj. Torej imate človeka za iztrebljanje? Ja, prinesi mi to. Moralo bi biti tukaj. Zakaj tega ne prodaš? Gospa, usedite se in se sprostite. Če boste začeli to početi, vas bomo morali odpeljati v zapor. Prav? Nočem tega narediti. Tudi vi nočete sedeti tam noter. Zakaj se mi smeji? No, ona se smeji, ker ste jo pravkar poklicali. Ja, zato se smeji. Zato se ne osredotočajte name. V redu, osredotočite se tukaj. Stefani, zakaj stoji črka R? Moram takoj na stranišče. Vem. Dajem ti svoje ime. Ne daš mi nobene roke. Moram plačati. Morala bom biti PFR. Moram na stranišče, če ti želiš biti na... V redu, ne moram tega narediti. Polulala se bom. Ne morem si pomagati. Oprosti, moral boš počakati. Polulala se bom, ja, moja glava. Sredotoči se. Usla mi bo. Sredotoči se. Ne. Tega ne bomo naredili. Ja. Tega ne bomo naredili. Prav, ne boš si slekel hlač, prav? Peljal me boš v zapor, prav? Ne bom. Samo počakati boš moral. Ne bom si slekla hlač, ampak počakati boš moral. Hitim, ker moram na stranišče. Moš se zadržati kot dama, prav? Ne.
Po poročilu je brcnila policista kot konj in poskušala ugrizniti drugega. Nisem naredila ničesar, to sem rekla. V redu, preprosto ne moram. Kar vstani za trenutek. Ja, vstani. Kakorkoli že bom. Nisem v nobeni nevarnosti. Ali ima osebni dokument, gospa? Rekla je, da ga ima. Ja, imam. S katero letalsko družbo si letel človek? 9, v redu. Imaš? Moramo jo zadržati, da ne pade. Preprosto. Živijo? Imaš? Nič drugega. Me nisem. Telefon telefonom? Zmerjala si me. V redu, poglej sem. Je bilo to na tvojem telefonu? Poslušaj me, ne bom odgovarjala na nobeno tvoje vprašanje, zato se jebi, prav? Ampak zdaj bom lulala v hlače. Če mi še naprej škoduje, naj ima elektronsko zapestnico. Obljubim ti, vložila bom obtožbo. Pripeljali te bomo naravnost pred Spirit, tam bomo. Pred Spirit, na drugi strani, na sprednji strani. Samo za informacijo, visoka sem 4 čevlje in 11 in 3/4 palca. To je potrebno. Zaradi tvojih dejanj je to potrebno. To je potrebno. To je potrebno. Sila 411, 3/4, to je potrebno. 411 in 3/4, to je potrebno. 411 in 3/4, to je potrebno. Samo odpni to. 411 in 3/4, to je potrebno. Ne dotikaj se mojega heja. Hej. Tega ne kupuješ. Ne grizi. Ne brcaj. Poškropljen boš. Kričanje. Bedak. Kričanje. Kako gre? Dobivam svoje. Jaz te bom jebala in sem. Te dobila, obljubim. Jaz te bom dobila. Jaz te bom jebala. Jaz te bom dobila. 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 Dajno. Pojdi na drugo stran, odpri vrata. Sam trenutek, da ga lahko gasnemo. Obljubim ti z vsem svojim življenjem, sem del tebe. Policisti so kasneje v njeni torbi našli več steklenic belega vina Sutter Home. Stefani Fernandez je priznala krivdo za napad na policista in moteno pijanost. Spoznana je bila za krivo obeh obtožb. Prav tako je trajno prepovedan vstop na mednarodno letališče Orlando. Potovanje, ki se je končalo, še preden se je sploh začelo. Ne bom povedala, jaz to urejam. In ne bom. Zdaj se prevali. Nato smo v Big Pine Keyu na Floridi, počitnice na floridskih ključih. Toda za Heidi Germino se je noč pitja spremenila v domnevni napad na 3 različne osebe, vključno z žensko v bikiniju in moškim, ki jo je poskušal odtrgati. Torej, Tukaj je kar vem. To je moj prijatelj Michael Jerena, to je njegova žena Heidi. Oni so, mi poskušamo jih prepričati, naj ločijo otroka, ki je bil v materini sobi. In poskušamo priti do Birminghama, Rob, 4102. Nekdo je pil in začel pretep. In ko so jih končno ločili, je prišla ven. In potem sem slišal, da se dogaja vse mogoče. V redu. To je bilo v spalnici. V redu. Tako je začela. Začela je pretepati zaročenko mojega sina. In moj sin je poskušal ločiti obe. Razumem. Kaj se je danes zgodilo, gospod? Ja, reči, bomo res nadzor, nisem osvajal. Vsi smo poslušali situacijo, moče bi se kaj zgodilo. Ampak ona ne bo odnehala. In osvaja vse. Vsi pa samo poskušajo obvladati situacijo. Nočem, da bi se kaj zgodilo, ampak to se mora ustaviti. In ona ne bo odnehala. Zdaj je kar naenkrat malo takšna. Ne, razumete. Torej, kako se je ona znašla? S tako razbito ušnico, ne vem. Zaradi mene? Ne, ne krinite za nič. Sam pravim, kako je do tega prišlo. Pretepala je vse, padala po tleh, bila pijana. Če ni bila samo ona, so bili vsi tam zgoraj krvavi. Pretepala je vse, razbijala spalnico. Razumem. Torej, je ona začela vse to? Da. Torej, ali ste jo vi udarili, ali jo je udaril kdo drug? Pretepali smo se, stekli smo gor, da tam udarali. Dekle, mislim, da ona pa ona. Ne vem, tega nisem videl, zato
Morda vi poznate resnico. Razumem. Imaš osebno izkaznico pri sebi ali zgoraj? Zgoraj. Priče so povedale policistom, da je Heidi obtožila svojega moža varanja. Nato naj bi se spravila na mlado žensko v bikiniju, jo potegnila na tla za lase in iz nohti zarezala v roke. Je rekla, veš, če želiš seksa z drugo punco, kar izvoli, naredi to. Ampak jaz nočem videti tega. In moja ustnica je razbita. Kako se je to zgodilo? Ne vem. Resnično. Sam vem, sam čutila sem, kot da zatekamo in sem si mislila, sploh ne vem, kako se je to zgodilo. Nisi videla, da bi te kdo udaril ali da bi se borila ali kaj takega, ne? Ja. Samo ostani tam za trenutek. Je že tam noter, slučajno? Ne. Jaz bom delal z njo. To. Pomeni, v redu, pojedimo sem. Sprayjetov. Ali je dojenček vse to videl? Da. Poskušal sem priti in jo ločiti, ampak nisem mogel priti do tebe. Dobil sem jo. Torej, je zdaj v redu. Ne, dobil sem jo. Torej, po mojih informacijah je samo pila. Preveč je pila in potem je začela je probleme glede tebe z nekom drugim. Ja. Ampak to je mlado dekle, moji prijatelji. Hči? Fanto niso, njena sinova hči. Je, punca njenega sina. Torej, ona je pravkar je začela povzročati težave. Začela je udagati vse in... Nisem bil pri stvari, ne vem. Razumem. Torej, je začela udarjati vse. Poskušal si jo ustaviti in potem je začela udarjati tebe. In... V redu, gospa, sem stopite tja nazaj za trenutek. On mi bo vzel otroka. Ne. Ne, ona je v redu. Ona je v redu. Daj mi priložnost. V redu je, gospa. Pojdite nazaj tja. Pojdite nazaj tja. Gospa, prosim, stopite nazaj tja. Gospa, prosim, stopite nazaj tja. Ona je... Gospa, prosim, stopite nazaj tja. Ja, pravkar sem prišel, sem edini tukaj, tako da sem pravkar prišel. Ne, vse je v redu, imam vas. Samo pustite me. Kaj se je zgodilo? Torej. Če želiš počakati, da se pogovoriva, da se malo pomiriš. Torej, ona in njen mož sta se prepirala celo noč, v bistvu. In ves ta čas je bila čisto iz sebe. In jaz sem samo sedela zunaj in se pogovarjala z mamo, ker jutri prileti sem. Se mi rekla, si prepričana, da želiš priti? Veš, malo sem se šalila z njo. Ona pride ven iz hiše, mislim, potem, ko sta prenehala prepirati, in pride ven in samo začne. Rekla sem mi, moraš svojo rit spraviti nazaj noter. Mislim... Razumem te, počakaj malo. In tako se tole počitnikovanje konča. Ne odhajaš. Ne, jaz ne odhajaš, grem po svojo kapsulo. Ne odhajaš, grem po svojo kapsulo. Prosim, ne dotikaj se me, usedite se nazaj, ne odhajaš. Daj no. Spet stani. Spet stani. Hočeš ujeti? Hočeš dobiti obtožbo? Da ali ne? V redu, torej vstani in poslušaj me. Vstani in poslušaj me. Roke za hrbet, daj no. Ne bom dala rok na hrbet. Rekel sem ti, da sem me videl iti. Če. Vstani. Daj roke za hrbet. Ne, daj no, moram si popraviti lase. Kaj pa delaš? Daj no. Nehaj. Daj no. Nehaj. Daj no, roke na hrbet. Ne, tega ne bom naredila. Dohitevaš me, nehaj. Zdaj si prislužil še eno obtožbo? Ne, nisem. Jaz si. Daj no, roke na hrbet. Ustavi se. Daj no. Ustavi se. Daj no. Ni mi mar. Ustavi se. Solzivec. Ne. Ustavi se. Obrni se na trebuh. Ustavi se. Zdaj se obrni na trebuh. Kako se upiraš? Ne. Nehaj se upirati. Obrni se na trebuh zdaj. Ne grem v zapor. Sem na posli. Pridi varovat. Ne grem v zapor. Obrni se zdaj. Nehaj. Obrni se na trebuh zdaj. Daj no. Nehaj. Daj no, vstani. Ne, nehaj. Nehaj. Natalina, no. Zdaj greš v zapor. No, dajmo. Ne grem. Po poročilu je zagrabila obrod za lisice s prsti in ga ni hotela izpustiti. Nehaj. Da spusti moj avto. Daj no, spusti moj avto. Potem pa nehaj. Spusti njegov avto. Spusti. Pusti vse, pejma. Pojdi, ti prvi, daj no. Ustavi se. Ustavi se, rekli so, ustavi se. Gremo do konca.
konferenčni klic. Čas. Ustavi se! Tisto ustavi! Ustavi se! Ustavi se! Ustavi se! Ustavi se! Zdaj te bomo postavili po konc. Ne, to je... Daj no. Pusti me! Pusti me! Nehaj. Dajno, idemo. Ne pozabi všečkati, komentirati in se naročiti. Au. Au! Nehaj. Prst boli, o bog. Ne brcaj mojega avta. Nehaj. 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 Vstani. Ne. Daj no. Sedi. Sedi. Sedi po konci. Drži se tega. Še enega. Sedi. Sedi, ja. Daj noge noter, daj noge noter. Slušaj me. Odprl bom ta vrata. Povem ti zdaj, če me brcneš, te bom ovadil za kaznivo dejanje. Me slišiš? Me slišiš? Drži svetilko, najprej jo primem za noge, prav? Samo svojo hčerko želim. Prosim, nehajte. Prosim, nehajte. Prosim. Premahi nogo. Utihni, sedi, nehaj, 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 nehaj. Ne. Boli. V redu. Nočem, da te kdo brcne v obraz, prav? Mora iti više. Samo to ni moj pes. Spusti nogo. Prosim, nehaj. Dvigni ga čisto do konca. Hojdi, imam ga. Prosim, nehaj. Nehaj. Ne, izvlekla se bo. Torej, morala mi jo je potegniti nad kolena. Prosim. V redu, zdaj poslušajte. Dvigi to. Ne! Čakaj. Počakaj, ne. V redu, adijo. 5, 4, 3, 2. Čas. Pripravi, odpri. Odpri. Nehaj se boriti. Heidi Gerbinov ni oporekala obtožbam glede enega primera upiranja uradni osebi z nasiljem in 3 primerov napada. Obsojena je bila na pogojno kazen. Pojdi v to smer. Zlorabljaš me. Zdaj se odpravljamo v Port St. Lucie. Alexandra Krushner je priletela iz Pensilvanije, da bi svojemu bivšemu fantu domnevno povedala, da je noseča. Rekel je, da jo želi izgnati iz svojega življenja. Nato ga je po pričevanju prič udarila in mu pljunila v obraz. Naredi mi uslugo, moraš iti tja. Pojdimo sem. Prosim, ne dotikaj se mojih las. Moraš iti tja. Prosim, ne dotikaj se mojih las. Nehaj, grem. Prosim, ne dotikaj se me. Moraš se ustaviti. Kaj ti rečem, da greš v eno smer? Moraš iti v drugo. Zlorabljaš me. Ne zlorabljam te. Povem ti. Pojdi tja. Prejel si me, grem na stran. Ja. Kaj sem ti govoril? Govoriš mi. Ne dotikaj se me. Moram nehati, nehaj s tem. Upiram se, nisem slab človek. Nehaj s tem. Vse sem ti rekel. To je prednost. Prosim, ne. Nehaj. Prosim, ne.
Nahajaš se upirati. Po poročilu je brcala policiste v noge in dimlje, nato pa je trdila, da jo boli trebuh in rekla, da je noseča. Prav na tvoj trebuh, moj trebuh. Oli, prosim, nehajte. Nehajte. Poskušamo popraviti avto. Če nam daš trenutek, te bomo spravili po konci. Prav? Prosim, nehaj. Prosim, nehaj, človek. Nehaj vleči roko, ne bom ti več rekel. Če ne nehaš vleči roke, Te bo še bolj bolelo. Nehaj. 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 Nehaj! V redu, poskušamo to popraviti. Če bi nehal migati, bi to popravili. Zakaj to počneš? Jaz sem to naredila, nisem se počutila. Je na sklepu našega, zakaj greš? O moj bog. To počneš? Nisem. Nehaj se premikati. Hej, punce, bolj ka se premikate. Bolj vas bo bolelo. Nehajte se premikati. Nehaj. Če ležete na trebuh, popravili bomo. nehaj si vleči lase, daj mi sekundo in ti bom popravil, prav? Bolj kot sprostiš trup, manj te bo bolelo. Ne premikam se, au! Au, au! Drži roko tako. Pose? To je tisto, kar manj. Dvigni to nazaj gor. Prav? To je tisto, kar je naredil. Nekoga bom poslal, da si to ogleda. Prav? Ko ti rečem, da se nehaj premikati in odmikati od mene, ja, ampak če bi me poslušal, ne bi bila v tej situaciji. Prav. 3 sosedje naj bi bili priča napadu. Ste videli vse, kar se vam je zgodilo? Ste videli? Videla sem, da ga je plunila. Kaj je pljunila? Jo, imam posnetek tega. Imaš to na posnetku? V redu. Ali je to videl še kdo drug ali samo ti? No, gospod. V redu. Ali obstaja kakšen način, da mi napišete izjavo? Nočem. No, to je prostovoljno, ni, veš. Ona. Ja. Ona ga je videla, kako ga je udaril. Jaz si nisem videl, da bi ga udarila. V redu, torej si samo videl. To. Imam posnetek, v redu. Kaj si ga? Ups, oprosti. Zakaj je to hiter? Pomagaj mi. Kaj? Kaj boš zdaj naredila? Sem pri moškem, ki pretepa ženske. Suka. To ni v redu, stari. Suka. Suka. Tvoja mama je super. Mimogrede, šla sem do nje in ji dala rože. Pravkar sem jokala na njeni rami zaradi tebe. V tej. Želim si, da bi bila mrtva. Kam je šla? Žalovala sem za tabo celih 7 let. Ti prekleti baraba, žalovala sem za te prekletih 7 mesecev. Uničil si mi življenje. To je moje drugo prekleto življenje. Dobila sem žlico? Daj, premakni se. Nikoli nisem tega naredil. Vi bi morali spraviti slabe maščobe noter. To ni vaša stvar. Zato ga pustite pri miru. Sam pusti, da hočem primir. Naredi mi uslugo in mi to tudi pošlji. Daj mi svoje podatke in ti bom poslal povezavo, da mi lahko to pošleš. Imaš osebni dokument? Imaš vozniško dovoljenje pri sebi, samo zato, da lahko to vpišemo v poročilo. O moj bog. Prosim, 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 prosim. Au! Kateri let. Njega? Sedi. V redu je. Au! In rekel ti je, naj mi začneš govoriti, naj govorim z njim. V redu. Daj mi sekundo, ne premikaj se. Napadal me je, zato želim tudi jaz vložiti ovadbo za napad. Nehaj premikati roke. Ne premikam se in ti jo držiš. Ne umikaš roko. Je ne umikam, držim jo v tvojih rokah. Jaz sploh ne morem premakniti.
Želim vložiti tudi ovadbo zaradi napada proti tej policistki. Zbil me je na tla in zdaj me še bolj boli trebuh. V bolnišnici so jo zdravniško pregledali in potrdili, da je v redu. In vsa tista zgodba o nosečnosti, no. V bistvu je priletela iz Pennsylvanije, da bi tistemu moškemu, ki živi v tej hiši, povedala, da je noseča. Vstopila je na posestvo, mu povedala, da mora iti, rekla mu je, ga udarila, mu pljunila v obraz, jaz pa sem prišel, jo spravil na tla in nadel lisice in ja, ves čas se je upirala. In trdi, da jo boli trebuh, ker je noseča. Pregledali te bojo, prav? Najprej moram govoriti z vašim narednikom. Lahko te pregleda reševalna služba ali pa govoriš z mojim narednikom. Kaj želiš? Moram govoriti z njim pred njimi, prosim. V redu, ko pride ven, lahko govoriš z njim. Želiš, da te medtem pregledajo, medtem ko čakaš? Potrebujem, da je on prisoten. In jaz moram najti 3. 2, bil sem presenečen. 66, v redu. Pusti mi, da pogledam. Je v redu, če te res pregledam, preden pride narednik. V redu, SIOLDI, nočem iti v bolnišnico. In slišal sem, da si noseča. Imaš prostor za njeno osebno izkaznico? Ja. Osebna? Ja, ampak to se trenutno dogaja. So priče. Torej greste z njimi. Pregledali vas bodo, moj policist pa bo ostal z vami zaradi varnosti. Da, ste v našem pridržanju. In potem od tam boste šli v zapor. In potem kaj? Dobiš možnost za en telefonski klic, pokličeš kogar moraš in potem greš naprej. Moje delo je trenutno povezano samo s tem incidentom in da te varno spravim v zapor. V redu. To je zapor, kjer greš pred sodnika v 3 dneh. Če je povezano z nasiljem v družini, boš moral pred sodnika, preden te izpustijo in to bo 24 ur. V redu. V redu. In kaj se potem zgodi? To je vse izven našega nadzora. Vem, razumem, ampak potrebujem, da mi nekaj razložiš. Nimam pojma, kaj se dogaja. Kaj misliš s tem, da je izven tvojega nadzora? Kaj se potem zgodi? Ko te evidentirajo in dajo v zapor, to nima več nobene zveze z nami. To je odvisno od sodišča, sodnikov, odvetnikov, to je izven našega nadzora. Zato moram priti pred sodnika v 24 urah. Ker gre za družinski incident, bo šel pred sodnika na prvo obravnavo. Da. V redu. V redu, torej bo morala iti. Torej pojdi z njo tja gor, prinesi svoj računalnik. In potem bomo tako. Lahko pripeljemo avto nazaj k tebi. Pripelji svoj avto nazaj. Pravzaprav bi verjetno lahko prepričal Bena, da gre. Naj prepričam Bena, da gre. Moram slediti avtomobila, morali bodo iti. Imam vprašanje. Razumem to. Zato sem tukaj, da se prepričam, da so moji policisti svoje delo opravili ustrezno, prav? Ampak moram vložiti zahtevo za nalog za preiskavo. Tako da ne vem, kako to naredim. Tiste, ki jih preiskujemo. Torej zato smo tukaj. Preiskujemo kaznivo dejanje napada. Prav. Ampak ti si tista, ki me pelje v zapor, ne on. On je tisti, ki me je napadel s pisalom. Dokazi trenutno kažejo drugače. On je tisti, ki me je napadel z ograjo. Gospa, govorim vam, kaj... Imam prasko na sebi. Ne bom sedela tukaj in se pretvarjala. Povedal sem vam. Naredil bom, kar sem vam povedal. Priskrbel vam bom policista, ki vas bo spremljal. V redu? To je neumnost. Wow. Prosim, usedite se tukaj na nosila, prav? No. Imam sploh izbiro? Morda ona ima. Premakni svoj stol, povleci sedež naprej in gremo naravnost na nosila. V redu? Vam lahko pomagam. Ne vem, kaj naj naredim, ker sem zadnjič, ko sem nekaj naredila, bila napadena in obtožena napada. Torej mi vi povejte, kaj naj naredim. Zdaj ste v dobrih rokah. Samo vzemite ta pas in pojdite na. Pločnik. Tukaj. Hvala. Gremo naravnost do nosil, zato ne bodite preblizu. Ali ostajamo v prvem razredu? Ješ, moramo se počutiti malo bolj udobno na tej konstrukciji, prav? Kar naprej. In? Sedi tukaj, zame. V redu, moramo poskrbeti, da se boš počutil udobno. Prav. Zdaj ostajajo tam. V redu. Torej, kaj bomo naredili? V redu. Malo bom spustil glavo nazaj. Potrebujem, da ležete na levi bok, prav? Bi to naredili. To je zelo izvedljivo. Bok, levi bok, kakor vam je udobno. Jaz vas bom naslonil nazaj, prav? Če želite. Ne, to ni udobno. Želite, da pustim tako, ker je zdaj moja roka pod hrbtom na nosilih. Viganja, 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 viganja nazaj gor. V redu, ustani točno tako, prav? Oprosti, zategnili bomo. Ina. Lepa, lahka vožnja, prav? Torej,
Kdo bo šel z nami? Zdaj jih bo pripeljal. Mi lahko prineseš mojo torbo? To gre z menoj. Ne gre z manoj, tako da moram samo... Ne, definitivno gre z manoj. Gre s tabo v telovadnico. Prav. Kako ti je ime? Kastilja? Kacija? Kakšna je tvoja številka značke? 1263. Super. 6. V redu, pripravili bomo opremo, ne bo problema. Kako ti drzneš? Lepo. Po sodnih zapisih Aleksandra Kušner ni oporekala obtožbam za upiranje z nasiljem in napad na policista. Ti obtožbi sta bili zavrženi. Prav tako je priznala krivdo brez ugovora za lažji napad in bila spoznana za krivo. S tem zaključujemo to epizodo oddaje After Hours v okrožju Santa Rosa na Floridi. Namestnik šerifa ustavi srebrni Ford Fusion zaradi prehitre vožnje. Avto nima registrske tablice in ima samo eno delujočo zavorno luč. Voznica Anna Anareka Simpson je prihajala iz Missourija. Seal katastrofa. Ali imate voljsko dovoljenje ali ne? Dajte mi 1 sekundo, gospod. Morate se identificirati. Lahko to prosim storite? 134. Poskusi znova, to je osebna izkaznica. Ni nam treba zasliševati preostalih. Lahko naredite kopijo. Oprostite. Missouri 28. Ja, želimo dobiti vašo osebno izkaznico. Pa mi je ne daste. Mi lahko prosim izročite svojo osebno izkaznico? Je bolj nova. Morate mi izročiti svojo osebno izkaznico. Morate mi jo dati. Samo molite zanj. Ne želi mi dati vozniškega dovoljenja ali česarkoli. Zaprla mi je okno. Resno, vse bo veliko lažje, če mi samo izročite svojo osebno izkaznico. Da morate. Morate pokazati svojo osebno izkaznico. Nimate izbire. Postaja mi malo slabo. Ampak bom šel. To je vaša pravica, do vašega čeka. Mark, Missouri, rekli ste, da moram pokazati svojo osebno izkaznico. Morate pokazati svojo osebno izkaznico. Morate pokazati svojo osebno izkaznico. Da, morate. Morate pokazati svojo osebno izkaznico. O ne, ostane na pravi način. 134. Lahko pokličete nadzornika, ona noče pokazati osebne izkaznice. Pravi, da ji ni treba. In želi govoriti z nadzornikom, ter je zaprla okno. Hej, pokažite mi svojo osebno izkaznico. Pokažite mi vozniško dovoljenje. Prav, da sem vam jo ukazala? Ne, je niste. Simpsonova je za manj kot sekundo prislonila vozniško dovoljenje na okno, pri tem pa z roko prekrila ime in fotografijo. Nato ga je pospravila. Ko je prišel nadzornik, je pojasnila, zakaj. Gospa, jaz sem Mike, no gostinski šerifov Gaurada. Da, gospa. Narednik Oaks, našli so vas. Nimamo številk znati. Gospa. V redu, ali ste obveščeni, da sem jim dal svojo osebno izkaznico, številko in številko svojega radia? V redu. Gospa, poslušajte me, to je zakonita ustavitev vozila. Kar pomeni, da vas zaslišujem, predložite vozniško dovoljenje, dokazilo o registraciji in zavarovanju. Če zavrnete sodelovanje v naši preiskavi, boste šli v zapor. V redu. Zaradi oviranja pravosodja. Ob kateri uri sem prišla? Oviranje pravosodja, če ne sodelujete. Oviranje pravosodja. Če ne boste sodelovali, se bo to zgodilo. Izvlekli vas bomo iz avtomobila in vas odpeljali v zapor. Tako se bo zgodilo. Gospa, imate pri sebi vozniško dovoljenje? Jaz ga nimam, vi pa? Za trenutek ga je pokazala. In ga dala nazaj. Všeč je. Pokazala sem ti svoj potni list in pokazala sem ti svoj vozniško dovoljenje. Za vožnjo ne potrebuješ potnega lista. Potrebujete vozniško dovoljenje. In pokazala sem svoje vozniško dovoljenje. Pokažite mi ga, da ga lahko odnesem nazaj v svoj avto. Vozniško dovoljenje, gospa. Zahtevano je, da sodelujete. 3300. Da, gospa. Po zakonu. No. Zakon, po katerem se moramo vsi ravnati. V redu. Tukaj se ne prepiramo ob cesti, gospa. Če zavrnete, vas preprosto odpeljemo v zapor. Podajte mi to skozi režo. Ne morem spraviti vozniškega dovoljenja skozi. V redu, potem bomo morali... Jaz sem narednik. A želiš priti na to stran? Ker jo bomo zdaj odpeljali, ker imam dovolj. Hej, Jesse! Bi lahko ostal na tej strani? Hej! Hej! Odkleni vrata, ker te bomo prosili, da izstopiš. Pojdi k policistu.
Ej, poglej, samo odkleni svoja vrata. In lahko in moraš zapisati, kje me je spustila noter, da pridem tja. Kjer lahko. Vidiš? Halo? Kaj? Pokaži mi, ker moram fotografirati. Kamera ni pržgana. Moram ga vzeti nazaj. Moram ga odnesti do svojega avta. Tukaj, podaj mi ga skozi okno. Moram ga odnesti do svojega avta. Moram ga odnesti do svojega avta, da lahko nekaj napišem. Boš to naredil ali ne? Ker to je zadnje opozorilo. Predolgo se že zafrkavamo. Pravkar sem rekla, tukaj je moja osebna izkaznica. Daj mi jo, da lahko odnesem nazaj v svoj avto. Dajte mi svojo osebno izkaznico. Dajte mi svojo osebno izkaznico. Poročnik Okhaja. Da, dajte mi svojo osebno izkaznico. To je zadnje opozorilo. Dajte mi svojo osebno izkaznico. Podajte mi jo skozi okno. Ona noče izročiti osebne izkaznice. Človek, tega si ne želimo. Nočemo, da bi morali to storiti. Daj nam osebno izkaznico. Povedali smo ti, kdo smo. Povedali smo ti, kdo smo. Podaj mi jo skozi režo na oknu. In potem bo vse v redu. V redu, vrata so zaklenjena, tako da... V redu, no... Ja, razbijemo okno. Kaspen? To je moj otrok. Ja, brez dvoma. Ne bomo... Ampak najbolje je, da sodelujete. Koliko je star vaš otrok, gospa? Ne skrbite zaradi tega. V redu, prav. V redu, samo vzemte. Ej, odprite vrata. Nočemo razbiti okna. Odprite vrata. Odprite vrata. Odprite vrata. On je tam, odprite vrata. Lahko govorim z ne? Ni več, odprite vrata. Po poročilu je Simpsonova povedala, da se boji organov pregona, saj se je bala, da ji bodo ukradli vozniško dovoljenje. Njen 15-letni sin je bil na sovoznikovem sedežu. Ste od tukaj? Ne, pa iz Mizurija. Prišli smo sem na počitnice. Ste prišli sem na počitnice? Ja. Imaš tukaj koga s sabo, kje? On je v Pensacoli. Ravno zdaj nas kliče. Kdo kliče? Moj mačado, ne? Ne kliče. Nikogar ne kliče. Ne govori, ker je vznemirjen. Razumem, ampak zakaj preprosto ne sodeluješ in nas ne poslušaš? Gospod, imate mojo osebno izkaznico, zdaj, po vsem tem. Po vsem tem. Samo pravim, ničesar mi niste dali. Niste hoteli govoriti z mano. Večkrat sem prosila. Vi imate orožje, jaz ga nimam. Mi ga ne uporabljamo. Ničesar ne uporabljamo. Povedala sem vam, kaj naj preberete. Moj otrok je sam. Razumem. Ampak mi tukaj ne škodujemo ljudem na tak način. Tega ne počnemo. Ne vem, sem ti povedala, ne vem. Veliko stvari se govori. In torej? Kdo lahko pride po tvojega sina? Ali kdo lahko pomaga tvojemu sinu? Rada bi videla, če bi me lahko, veste, spustili samo z opozorilom. Ne boš dobil. Je. Opozorila zagotovo ne boš dobil. Nimam nobenih. Rekel sem ti, hej, ko sta tam zunaj. Poslušaj me, za trenutek, ja? Gospod, rekel sem vam tam zunaj, če samo pokažete osebni dokument, bomo to uredili. Ne, niste. Tako bi to uredili. Jaz bi uredila, kar sem morala urediti in potem bi šli naprej. Zato vas nisem hotela upletati. Torej... Niste mi hoteli dati svojega osebnega dokumenta, ker se bojite organov pregona in ker bi vam ukradli osebni dokument. Že prej so mi ga ukradli in sem morala ves čas tekati naokrog, da sem dobila svoj osebni dokument nazaj. No to ni res, to se ne bi zgodilo. Moram biti previdna, zato sem ga pokazala skozi okno. Skozi okno! V redu, daj mi 1 sekundo. V redu, odprl je okno. Njegovo ime je Joshua. Kdo ga lahko dobi? Nisem jih poznal. Pravi, da ni hotela, da bi jo poškodovali, ker imamo orožje in da ne bo pokazala osebne izkaznice. Pravi tudi, da ni vedela, kdo smo. Rekla je, da je želela. Ni vam je pokazala, ker jo bodo ukradli. Prav, torej, če želi ustno opozorilo, naj jo nekdo odpelje v zapor zaradi tega, ker imam dovolj. Prosili smo jo že večkrat, ne vem. Ja, ti. Pravi, da je nekdo v Pensacoli, ki ga lahko pokliče, da pride pon. Ja. Misliš, da je Jesse mogoče v cerkvi? Tako da je rekla, Pensacola. Ja. Tako ga lahko pripravimo, da nam pove, odkot prihaja. Mislim, da te je poklical. Odprl je vrata. Še kaj zame? Ne. On in jaz si bova to šla ogledat. To je dobro. Če je tako, jo bomo v trenutku odpeljali v zapor. Kaj? Oprosti. Nekako sem... Kaj pa kaj? Oprosti. Sem samo potisnil to noter. Kaj pa avto? To je dobro. Lepo Boro, avten tu Bor. Samo povej mi, če je kaj. Morda bi mi. Lahko odlekal. Razen, če je tukaj še kdo drug. Naj jih vprašam. Hej! On kliče. Je to njegov očim? Ja. V redu, kliče svojega očima. Je kdo, ki lahko vozi avto? Njegov očim bi moral biti sposoben.
Njegov tim bi moral biti sposoben. Da, gospod. V redu, zdaj bom, kaj? Cenim. Tebe. Da bi z nami zaključil. Imam svojo vozovnico, da jo lahko vzamem. No? Povedal sem ti, kaj bom naredil prej, tako da je tako. Poleg tega pa še to. Zdaj, samo ne vem, res. Anna Rebecca Simpson je bila aretirana zaradi upiranja policistu brez nasilja, sodni zapisi pa kažejo, da je bila spoznana za krivo. Naslednjič, ko se pelješ skozi Florido na počitnicah, samo izroči vozniško dovoljenje. To je ceneje kot zapor. Hvala, ker ste gledali. Vsi skupaj. To epizodo Long Crime After Hours je raziskala, napisala in producirala Juliana Batalja. Videomontažo je opravil Daniel Camacho. Jaz sem Jesse Weber. Se vidimo naslednji teden.